Živja, lep pozdrav. Dobar dan, lep pozdrav vsem. Dobri, da bomo. Hvala lepa. Počas še dali priložnost fotografom. Hvala. Izvolite. Lahko stopite tu še levo. Vse bo dovolj časa v miru. Čas, bomo počakali. Midva so trpežljiva. Dobar dan, gospe in gospodje. No, počakaj še sekundo. Spoštovane gospe in gospodje, danes sem v skladu z tradicijo in običaji sprejel na neformalni pogovor zmagovalca državnozborskih volitev, predsednika Gibanja Svoboda, doktorja Roberta Goloba. Čestital sem mu za zmago in sem mu priporočil za najino dobro sodelovanje. Z doktorjem Golobom, najverjetnejšim mandatarjem za sestavo nove slovenske vlade, sva se pogovorila zlasti o postopkih pri oblikovanju vlade in najini vlogi in pristojnostih pri tem. Tudi glede tega sem mu zagotovil polno sodelovanje, zlasti v njegovi želji, da bi vlado oblikoval čim prej, kot bo to le mogoče. V tem smislu sva se podrobno seznanila z vsemi nadaljnjimi koraki, ki so potrebni do oblikovanja vlade. Običajno je potreben čas za sestavo vlade približno 2 meseca. Če bi vse teklo gladko in brez zapletov, bi morda novo slovensko vlado lahko v tem primeru letos dobili že v začetku meseca junija. Doktorja Goloba sem obvestil o mojih namerah glede mojih ravnanj v skladu z pristojnostmi. Naj seznanim v tem smislu tudi vas. Takoj, ko dobim poročilo Državne volilne komisije, bom podpisal ukaz o sklicu konstitutivne seje Državnega zbora. Pričakujem, da bom podpisal ukaz o sklicu konstitutivne seje Državnega zbora konec prihodnjega tedna, kar bi omogočilo sklic konstitutivne seje najverjetneje 13. ali okrog 13. maja letos. Ko me bo novo izvoljena predsednica ali predsednik Državnega zbora obvestil, da so konstituirane tudi poslanske skupine, se bom z njimi, v skladu, kot mi to narekuje ustava, posvetoval o predlogu za mandatarja. Najverjetneje se bo to zgodilo v dneh okrog 23. maja, če se bo Državni zbor konstituiral brez zapletov in se bodo poslanske skupine oblikovale hitro, morda tudi kakšen dan prej. V zvezi s tem me je doktor Golob danes obvestil, da bom prejel predlog s potrebnim številom podpisov poslank in poslancev za njegovo izvolitev. To pa mi omogoča, da lahko takoj, brez dvomov ugotovim voljo Državnega zbora in pošljem v Državni zbor predlog kandidata za predsednika vlade. Torej, v tem času ne bo potrebno izkoristiti sicer omogočenih 30 dni za razmislek in ugotavljanje potrebne politične večine. To, da se je doktor Golob strinjal s tem, da dobim podpise, mi omogoča, da še tisti dan, ko to dobim in končam posvetovanja s poslanskimi skupinami, verjetno bodo zdaj posvetovanja trajale le dan, kot veste, so doslej trajala 2 dni zaradi števila poslanskih skupin, bom to lahko poslal še isti dan. Tu se moje pristojnosti glede oblikovanja vlade zaključijo, na osnovi predpisov in dosedanjih praks pa lahko ugotovim, da bi še enkrat, če bi vse teklo gladko in nemoteno, vlado dobili v začetku junija, približno prvi teden v juniju. Spoštovane gospe in gospodje,
Kot rečeno, sem dr. Golobu kot zelo verjetnemu novemu predsedniku vlade izrazil željo in pripravljenost za najino tvorno sodelovanje. Z moje strani bo tega sodelovanja deležen toliko, kolikor ga bo kot predsednik vlade željan. Tako kot sem ravnal z vsemi predsedniki in predsednico vlade doslej. Kot sem v teh 10 letih večkrat povedal, kot predsednik republike vlad niti ne podpiram, jih tudi ne poderam, z njimi sodelujem. Tako bom sodeloval tudi z vlado, ki jo bo pričakovano vodil dr. Golob. Z dr. Golobom sva izrazila vzajemno pripravljenost za tvorno sodelovanje v korist države in njenih ljudi. Vlada dr. Goloba bo 6. vlada, s katero bom v mojih 2 mandatih predsednika republike sodeloval. Moje sodelovanje z vladami je bilo in bo do konca tega leta osnovano na istih merilih in kriterijih, ne glede na to, kdo je vodil vlado in kakšna je bila koalicija. S tem se sicer ne strinjajo vsi, vendar pa se mi zdi velika večina ljudi to sprejema kot verodostojno vlogo predsednika republike v duhu naših ustavnih pooblastil. In naposled, dr. Golob bo torej 6. predsednik 6. vlade v mojih 2 mandatih, s katerim bom sodeloval. Ponosen sem, da smo uspeli vsakič opraviti miren in gladek prenos oblasti. Poleg tega bi rad posebej poudaril, kako zelo pomembno je, da ljudje zaupajo v demokracijo kot sistem, ki jim omogoča izbiro različnih vlad in oblasti in njihovo menjavo, tako kot se oni odločijo. To je zelo pomembno spričevalo demokratične zrelosti naše države. Iz primerov celo v tradicionalno bolj zrelih demokracijah lahko vidimo, da to niti ni tako zelo samoumevno. Na koncu, dr. Golobu, še enkrat čestitam za zmago, želim mu hitro in uspešno oblikovanje nove vlade, želim mu, da jo vodi uspešno, da mu to delo, čeprav bo težko, nudi neko zadoščenje, da izpolni visoka pričakovanja ljudi, tudi tistih, ki zanj niso volili, ter se priporočam za tvorno sodelovanje. Besedo ima dr. Robert Golob. Hvala, predsednik Pahor. En lep pozdrav vsem predstavnikom medijev, tudi javnosti, tudi z moje strani, ker sem prvič tokrat v živo izven karantene, bi rad vseeno izkoristil priložnost in se ponovno zahvalil vsem volivkam in volivcem za tako množično udeležbo na volitvah najprej, potem pa tudi za množično podporo našemu gibanju Svoboda. Zavedamo se odgovornosti, ki ste nam s tem naložili in jo ponižno sprejemamo. Prepričan sem, da bomo pričakovanja počasi začeli izpolnjevati in po 2 mandatih jih bomo izpolnili več, kot jih danes obljubljamo. Jaz sem to definitivno prepričan. Ne samo zato, ker smo v težkih časih, ampak zato, ker je trenutna država v enkratni situaciji zaradi zunanjih okoliščin, ko mora izpeljati notranjo reformo, notranje prestrukturiranje. Ne samo zdravstvenega sistema, ampak večine družbenih podsistemov in tudi gospodarstva. In ravno ta točka v zgodovini, ki se sovpada z vašo množično udeležbo in množično podporo, nam je v resnici dokaz, da se vsi vi skupaj z nami zavedate tega zgodovinskega trenutka, prelomnega trenutka in da bomo lahko skupaj z vami, tako s civilno družbo kot z ostalimi strankami in tudi s res državljankami in državljani, sooblikovali nov družbeni dogovor in sooblikovali novo podobo Slovenije. Slovenije za naslednje desetletje. Predsedniku Pahorju sem hvaležen za današnji razgovor, hvaležen sem mu za razumevanje tega, da si želimo formirati vlado čim prej, s čim manj zapleti, proceduralnimi. Definitivno si želimo, da je vlada operativna pred počitnicami, zato da se pripravimo na jesen, da se pripravimo na to, če se COVID ponovno pojavi jeseni in da se pripravimo na energetsko draginjo. Vsak teden, ki ga bomo imeli več, iz tega naslova nam bo vsem skupaj zelo koristil. Še enkrat hvaležen sem, da je predsednik to razumel v popolnosti
in glede na jasen rezultat bomo lahko tudi proceduro ustrezno, učinkovito, verjamem, izpeljali. Če nam to uspe, potem bi res lahko nekje do polovice junija imeli operativno vlado, s katero bi takoj naslovili najbolj akutne probleme. Hkrati sem predsedniku Pahorju, ki je eden naših najbolj izkušenih politikov, zagotovo, ker je dal vse vloge že skozi v svojem politični karieri, hvaležen tudi za nasvete in za pripravljenost, da nam na tej poti do konca svojega mandata pomaga, na katerikoli način bo pač to nujno oziroma potrebno. Tako da, predsednik, iskrena hvala. Prav. Z predsednikom Gibanja Svoboda in najverjetnejšim mandatarjem so se odločila, da bova verjetno zlasti on odgovarjala na vaše vprašanja. Razumeva, da jih je zelo veliko, zlasti, ker je to njegov prvi nastop potem, ko se je vrnil iz karantene. Seveda jih bova jemala in vam dala možnost, če bi pa ocenil kot gostitelj, da je mogoče kakšno vprašanje tako, da lahko odgovori nanj tudi kasneje in da zaradi tega ne bo javnost prikrajšana za kakšne informacije, se bom pa zahvalil za konferenco. Ampak začeli bomo z tem, da ima vsakdo priložnost postaviti vprašanje. Prosim, gospod Drnovšek. Gregor Drnovšek, TV Slovenija. Gospod Golob, predsednik Pahor po tem srečanju potuje v Zagreb na pogovor s predsednikom hrvaškim. Pa me zanima, kakšna bo vaša politika do Hrvaške, ustrajanje pri šengenskem režimu, skratka pri arbitražni odločbi. Boste nadaljevali morda podobno politiko do Hrvaške kot sedanja vlada? Vemo, da na Hrvaškem nekako sedaj vlada neko nelagodje. No, edina stvar, ki jo lahko zagotovo potrdim, je, da ne bomo delali kot sedanja vlada. Ne bomo solirali, zunanja politika ne bo stvar ene osebe, bo stvar ne samo vlade, ampak tudi širšega konsenza v državnem zboru, bodoče koalicije. Zato je danes nekoliko preuranjeno govoriti o tem, kakšna konkretno bo. Zagotovo pa arbitražni sporazum ostaja trdno sidro, od katerega ne nameravamo na noben način odstopati. Prav, naprej. Prosim, gospa Majer. Vprašanje najprej za gospoda Goloba. Pravkar ste se neformalno sestali tudi s predsednico SD-ja, Tanjo Fajon. Lahko morda poveste, kakšen vajen prvi neki dogovor, kakšno imate časovnico, to in pa še nekaj. Pred volitvami ste napovedovali, da boste po volitvah razkrili nekatere ožje člane ekipe, recimo kandidata za finančnega ministra, pa me zanima, ali lahko karkoli že v zvezi s tem poveste. Bom najprej na prvo vprašanje drži. Sestala sva se s predsednico SD-ja, ugotovila sva, da imava zelo dosti stičnih točk in da je časovnica, ki je bila ravnokar predstavljena, izvedljiva. Kar pomeni, ne ocenjujemo, vsaj na nivoju med nami in SD-jem, da bi obstajala neka velika potreba ali pa razhajanje, zaradi katere ne bi te ambiciozne časovnice, da imamo vlado v prvi polovici junija, ne izpolnili. Tako da verjamem, da bomo prišli do dogovora, pravi pogovori koalicijski stečejo prihodnji teden. Danes je bil popolnoma neformalen, ampak po tem, kar smo se danes pogovarjali, mislim, da obstaja zelo dober, tudi osebni, ampak tudi sicer odnos med strankama in med obema predsednikoma oziroma s predsednico. Prosim, še drugo vprašanje? Ne, tudi eden od dogovorov tega istega sestanka je bil, da se o kandidatih ne pogovarjamo preko medijev, ampak da si jih izmenjamo v neposredni komunikaciji. Ena. Hvala. Miha Orešnik, NN, lepo pozdravljeni. Gospod Golob, glede na to, da ste napovedali, da boste v vlado skušali nekako sprejeti tudi strokovne kadre strank, ki v parlament niso prišle, to velja zlasti za LMŠ in SAB, torej članici bivše koalicije KUL, tudi Vesno ste omenili. Še koga zanima me, ali je možnost, da zasedajo tudi kakšne najvišje, torej ministerske položaje, ali je možno, da Marjan Šarec, Alenka Bratušek pač zasedajo ta tudi kakšen ministerski položaj, seveda najbrž potem iz kvote vaše stranke, ali ostaja samo možnost recimo državnih sekretarjev ali kakšnih potem tudi nižjih funkcij. Hvala lepa. Torej, najprej bi rad povedal, da je sveda prvo moramo doseči dogovor s koalicijskimi strankami, v tem primeru SD in pa Levico. Na tej točki, ko je ta dogovor dosežen, se odpre prostor, zato ker ste ravnokar vprašali. V tem